Kot že vidite, se investicija preveša v zaključno fazo. Predvidoma avgusta nekje bi naj z investicijo zaključili. Samo otvoritev pa načrtujemo speljati 2. oktobra. Takrat bi naredili tudi en dan odprti vrat, tako da bodo naši prebivalci, naši občani lahko tudi videli, kaj smo zgradili, bodo imeli možnost ogleda vseh teh novih prostorov in še veliko vsega drugega se bo ta dan dogajalo tukaj v zdravstvenem domu. No, če povem malo nekaj o sami investiciji, prvotno je bila vrednost te investicije ocenjena na 3 milijona 900 tisoč z davkom. Kot ste zdaj v zadnjem času lahko prebrali, smo uspeli to investicijo zapeljati skozi te javna naročila bistveno ceneje, tako da bo nekje končna vrednost te investicije znašala 2 milijona 700 tisoč evrov. Smo pa seveda za to investicijo uspeli pridobiti tudi 1 milijon 400 tisoč evrov nekje nepovratnih sredstev strani Ministrstva za zdravje. Pomeni, da bo nekje lasten delež te investicije, ki ga bo zagotovil v celoti tudi zdravstveni dom Ljutomer, nekje 1 milijon 300 tisoč evrov. Kot rečeno, investicija se bo zaključila v mesecu avgustu. No, kaj pa pridobivamo sedaj s to investicijo, oziroma kaj pridobivajo naši občani s to investicijo? Če grem po vrsti, predvsem prvo se bo uredil novi vhod v zdravstveni dom, kjer bo zagotovljeno nekoliko več neke intime pri pogovoru na teh naših okencih. Bolj diskretno se bodo lahko pacienti pogovarjali z našimi sodelavci. Bolj zadeva bo tudi malo večja, udobnejša. Tudi vhod se bo naredil iz novega parkirišča tam s strani Petrola, tako da bo tudi z one strani en novi vhod, tako da bo tudi prihajanje v zdravstveni dom z strani parkirišča bistveno lažje. Obenem, če sem že pri tem, se ureja tudi ta varna pot okrog zdravstvenega doma mimo lekarne in seveda odpravljamo pa promet znotraj dvorišča zdravstvenega doma, ker je tudi bilo vedno znova je bil tak en prometni kaos in kot veste, poteka tudi ta interventna pot in tu si v bistvu mi moramo zagotoviti prosto pot, zato smo tudi seveda to dvorišče za promet zaprli. Z dodatnimi novimi prostori pa smo pridobili, bi rekel, nove ambulante ginekologije, potem nove ambulante specialističnih ambulant, kot veste, upravljamo kardiologijo, pulmologijo, diabetologijo, psihiatrijo, ultrazvok, rentgen in tako naprej. Se pravi, te ambulante bodo našle nove prostore, ker zdaj so delali v neustreznih prostorih. Potem medicina dela bo šla v nove prostore. In pa seveda v tem obstoječem delu pa razširjamo tudi ambulante družinskih zdravnikov, namreč, kot veste, imamo jih zdaj že 9, 3 so še na specializaciji in seveda tudi tu se je pokazala potreba po dodatnih prostorih. Laboratorij že deluje v novih prostorih, smo ga odprli pred kakim mesecem, 2. V tem času, ko smo gradili vse to, kar sem zdaj omenjal, smo uspeli urediti tudi nove prostore za izvajanje rentgena, nabavili tudi novi rentgen v tem času, zaposlili tudi novo lastno inženirko radiologije, tako da v tem času imamo tudi možnost izvajanja rentgena in to po novem, vsak dan v tednu 8 ur izvajamo slikanje. Nas je v tem trenutku zaposlenih že 150, kar hitro se širimo in rastemo, bi rekel, za 5 let nazaj nas ni bilo niti 100, sedaj nas je že 150 in še se širimo. To pomeni, da uspešno pridobivamo nove programe, uspešno pridobivamo nove dejavnosti, ki jih izvajamo v zdravstvenem domu in seveda si prizadevamo še nadalje za pridobiti kakšne večje zadeve, kakšne večje dejavnosti, kot je recimo nek diagnostični center v Ljutomeru, to nam je neka vizija 5-letna. In seveda vsled tega lahko že danes napovem, da se tukaj pri tej investiciji, ko se bo zaključila, ne bomo mogli ustaviti, mogli bomo že pripravljati, bi rekel, prostore tudi za te neke večje nove dejavnosti, vkolikor se bomo želeli seveda sploh potegovati za to, da jih v Ljutomer dobimo. To je pač tak vedno neki never-ending krog prizadevanj, da se širimo, da rastemo. Seveda pa na koncu vse odvisno od ministrstva, od ZZZS-ja
vkolikor si dovolj uspešen z argumenti, z potrebami, da ti res odobrijo ta program in da ga dobiš tudi na koncu financiranega. To pa je pač seveda naloga nas vodstva, da te argumente na pravi način v Ljubljani predstavljamo, da smo v pravi čas na pravem mestu in da lobiramo za to, da še Ljutomer kaj pripeljamo. Moram reči, da sem kot direktor izjemno ponosen na to, kar nam v zdravstvenem domu uspeva v zadnjih letih. Ne samo to, da imamo dovolj kadrov, da imamo vse kadrovske potrebe pokrite, da prihajajo mladi, da imamo odzadaj še štipendiste in tako naprej. Moram reči, da me izjemno veseli tudi dejstvo, da res delam z izjemnim zdravniškim kadrom, tudi z kadrom zdravstvene nege, kar nam potrjujejo tudi vsa ta priznanja, ki jih dobivamo v zadnjih letih, in to dobivamo priznanja v bistvu nekih najvišjih inštanc v Ljubljani. Se pravi, se spomnimo, da smo imeli najzdravnika dr. Sašo Duha, najdružinskega zdravnika, potem v lanskem letu smo prejela naziv najzobozdravnice, naša zobozdravnica dr. Rahela Žižek Mraz. No, letos pa še posebej presenečenje in veseli smo, da smo še eno leto, še tretje leto zapored uspeli dobiti naziv najzdravnice, in to je pa v letošnjem letu prejela, kot ste verjetno že zasledili, naša pediatrinja, dr. Vera Markovska. In to me res samo potrjuje, da res delamo z izjemnimi posamezniki, ki stopajo iz povprečja. Vendar jaz vedno znova v vsakem takem priznanju rečem, za mene so še vedno v zdravstvenem domu vsi enake, in kot sem se mogoče pred 3 leti malo pošalil, ko je dr. Duh dobil to prvo priznanje, sem rekel zelo suvereno, da sem prepričan, da to ni bilo zadnje priznanje, ki smo ga dobili. No, zdaj danes 3 leta potem lahko to tudi potrdim in še tudi danes trdim, da še imamo vedno kader, ki lahko poseže po teh najvišjih priznanjih in po najvišjih teh nagradah. Tako da moram reči, res izjemoma sem vesel, ponosen, seveda iskreno tudi čestitam dr. Veri Markovska za to priznanje v letošnjem letu. Mislim, da je to krona neke kariere, više se skoraj da ne da.